Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Novica, ki lomi. V javnost so pricrljale informacije, torej govori se, da je na RTV Slovenija kriza. Še več, zaskrbljen je celo sam gospod predsednik programskega sveta RTV Slovenija, Stane Granda. Moram reči, da za člane programskega sveta je situacija nekoliko zoprna, ker nas vlečejo po zobeh in ker so poskusi celo, da bi nas kriminalizirali. Huje pa za tiste, ki so v televiziji v službi, ki seveda ne vedo, kaj bo naslednji mesec. Poleg tega seveda so tu zelo resne finančni okviri, torej gospodarska recesija se na televiziji zelo čuti, zlasti glede reklam. No in tak človeški nemir, to ni ustvarjalni nemir, to je negativni nemir, katerih posledic je zelo težko predvideti. Prisluhnimo tudi prerokbi o novem zakonu o medijih. Vi veste, da je bilo napovedano, da bo zakon o medijih že prej pripravljen. Ta zakon seveda ni bil pripravljen, ampak se šele zdaj sestavlja. In če računamo, koliko časa se bo še ta zakon pripravljal. In potem seveda je zakonodajni postopek razmeroma dolg. In seveda se zna ponoviti tudi kakšen referendum o novem zakonu o medijih. Joj, ne! Referendum? Je Stane jasnoviden ali pač zgolj pesimističen? Eno je gotovo. Stane ni granata. Mimogrede, vas moti, da vas imajo nekje zapisanega kot Staneta Granato? Veste kaj, sem že toliko vajen takih stvari, da me to sploh nič ne moti. Hvala lepa. Hec mora biti, ja. Na včerajšnjem sestanku vodje parlamentarnih strank in predstavniki manjšin s premierom Borutom Pahorjem niso izgubljali besed o medijskem zakonu. V centru pozornosti je bil kakopak zloglasni predlog Olja Rehna, o katerem se zadnje čase v javnosti tako čisto govori. Včeraj ni prišlo do nobene dokončne odločitve, predstavniki strank si bodo menda vzeli še nekaj časa in se glede Rehnovega predloga ponovno sestali šele v torek. Prvak SNS Zmago Jelinčič pa ima idejo o posebni mirovni konferenci za nekdanjo Jugoslavijo. Da vidimo, kva ima zdaj ta Jelinčič spet zapovedal. Se bomo še pogovarjali, bomo še usklajevali, zadeva še ni končana, vendar pa jaz vztrajam na tem, da je treba navkljub vsemu narediti mirovno konferenco o deželah, ki so bile zapletene v balkanski spopad, to se pravi z Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro. Makedonija ni bila vpletena v ta spopad, zato jo lahko mirno pustimo. Kosovo pomeni v bistvu notranjo zadevo Srbije, tudi tukaj ni potrebno, da razpravljamo, ampak o ostalem pa moramo. Evropa je v veliki meri pripravljena na to pristati in mislim, da je to treba tudi iz vladne strani nekako potrditi. Slovenija ima seveda možnost, da predlog o rešitvi slovensko-hrvaške meje zavrne. Zato si bodo tisti, ki v naši državi sprejemajo pomembne odločitve, vzeli čas za temeljit razmislek. Jelinčič seveda zagovarja načelo pravičnosti. Da vidimo, kaj je za Jelinčiča pravično. Brez načela pravičnosti Slovenija nima kaj početi tukaj. Pa še z načelom pravičnosti jaz mislim, da bi morali reči temu sporazumu ne. Vabilo dneva na festival pomladi Miha Žekelj. Ali ste se kdaj vprašali, kako je možno, da vesoljna ljubljanska in slovenska publika, tudi tista iz podzemlja, znova in znova uživa v prenekaterih večerih ob glasbi, ki ji danes ljubkovalno rečemo 80s? In pleše prav na iste skladbe, ki jih vrti tudi prenekateri komercialni radio. In kako je možno, da se zadovolji z znanimi zasedbami, ki kolobarijo na vsakih par let, ko jih ponovno prinese v naše loge? Leto je naokoli in zopet je prišla pomlad, z njeno svežino in impulzivnostjo, pa kot vsako leto do sedaj tudi festival pomladi, kjer smo se odločili, da prek Alp zopet potegnemo takšne in drugačne čudake, ter neznane zvoke, a kljub temu zabrusimo s petami ob liniji popularne kulture. Ali niste naveličeni enih in istih prostorov zakajenih klubov? Ni smisel pomladi prezračiti okna in prezračiti sebe? S to mislijo smo kot vsako leto zopet našli prvovrstno lokacijo, tokrat le par korakov od Metelkove na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja, ki si ga med prvimi upamo za en dan sposoditi v petek 8. maja, spremeniti v agoro ustvarjalnosti, zabave in druženja.
Začel se bo z raznovrstnimi delavnicami za naše najmlajše obiskovalce, med drugim se bomo naučili izdelovati homemade laserje, učili se bomo breakdance in scratch tehnik, ekološko navdahnjeni ustvarjali s pomočjo društva Smet v Met. Uvod v večer pa bo pripadal našim slovenskim glasbenim ustvarjalcem. Večino zased boste slišali prvič. Noč pa bo pripadla DJ Chibi z video skreči, Francozoma Noze, z elektronsko interpretacijo šansona in temnemu alkimistu vratolomnih ritmov Clarku. Ker seveda ne bo dovolj, se večer nadaljuje prav v vseh klubih Metelkove, kjer boste lahko ujeli vse klubske zvezdne noči. Lepo je v domovini tega maja zopet biti mlad. Pridi na ploščad Sem, novo in staro Metelkovo, bodi zraven in se prepričaj. Kako dobro, rej. Čisto hudo. Ja, po moje tudi. Hudo bo, kasvina. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Sinoči je v menzi pri Koriktu v živo nastopila zasedba, ki sliši na ime Kombo Zlatka Kavčiča. 9 inštrumentalistov je pod dirigentsko taktirko prej omenjenega gospoda zvenelo takole. Še vreme. Na območju Ljubljanskega parka Tivoli so včeraj deževali Prešerni študentje. Tudi danes so še možne občasne plohe posameznih pacientkov. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Pa lep dan še naprej.